Leto 2026 je Kosovelovo leto. Treba je poudariti, da pomen Kosovela ves čas samo raste, je eden najpomembnejših slovenskih pesnikov, ki ostaja tudi še v 21. letu izredno moderen, da ne rečem celo sodoben. Kosovel ostaja aktualen pesnik še danes, če samo prebiramo nekatere njegove pesmi, v katerih upesnjuje situacije Evrope, vidimo, da ta čas je pravzaprav čas tudi njegove sodobnosti. To je čas, kjer se sistemi podirajo in on je te stvari znal prezrcaliti v slovensko literaturo. V Narodni univerzitetni knjižnici hranimo njegovo obsežno zapuščino, za seboj je pustil kljub majhnemu življenjskemu loku okoli 1400 pesmi, ki so še vedno predmet literarne teorije in zgodovine. V NUK smo zaključili s projektom Od rokopisa do besede, s katerim smo želeli povečati dostopnost in pa strojno berljivost Kosovelovih rokopisov, ki jih imamo dostopne na Digitalni knjižnici Slovenije. Vendar so bili do zdaj brez transkripcij. Uporabili smo model umetne inteligence, s katerim smo želeli ustvariti te transkripcije, ampak smo ugotovili, da umetna inteligenca zaenkrat še ni dovolj pametna, da bi bile te transkripcije dovolj dobre. Tako da smo prosili javnost, da nam pomaga pri urejanju teh rokopisov. In zelo bi se rada zahvalila vsem tem prostovoljcem, ki so z nami sodelovali. Zdaj so te transkripcije rokopisov že objavljeni na naši digitalni knjižnici in so dostopni, strojno berljivi in pa tudi iskalni. Presenetilo nas je to, da pravzaprav skoraj noben rokopis se popolnoma ne ujema z objavljenimi pesmimi. Vsi uredniki so morali dodajati vsaj kakšna ločila, popravljali so kakšne slovnične napake, prišlo je pa tudi do kakšnih prav vsebinskih razlik. Recimo beseda sivina je bila prebrana napačno in se v rokopisu pojavi kot zima. Sporočilo za letošnje leto prav gotovo ostaja. Kosovela je treba prebirati vedno znova se zazreti potem ob teh verzih tudi v lastno notranjost in razmislek o svetu. V času tega našega individualizma je branje izjemnega pomena, ker nas uri v empatiji in v doživljanju življenja nekega drugega človeka. Tako da manjša prepad med nami.